Drage gledalke, dragi gledalci, danes smo povabili v studio gospoda dr. Jožeta Možino, avtorja monumentalnega dela o slovenski zgodovini, namreč z naslovom Slovenski razkol. Gospod je preštudiral obdobje 40 do 45, se pravi čas vojne, in kaj se je privedlo do tega razkola, kot je to v naslovu. In pogovor bo tekel o tem, na koncu pa se bomo dotaknila tudi vprašanja, ali lahko govorimo o kakšnem razkolu sedaj po tej zadnji krizi, ki je zdravstvena, in v smislu, v čem je ta kriza povzročila neko spremembo v našem dosedanjem življenju in kako je ta sprememba močna, globoka, in če lahko govorimo o tem najnovejšem razkolu, ne samo v slovenski družbi, ampak v globalnem smislu. Gospod dr. Jože, najprej dobrodošel v naši oddaji. Prvo vprašanje bi bilo tako bolj okvirno. Vsak človek, pa vsaka družba, vsak narod živi tudi na način, ki lahko imenujemo neka napetost, kako preraščati sedanje stanje, kako premagovati težave in usvajati novo področje v življenju. Potem vsak tudi pozna v svojem življenju, tako posameznik kot narod, obdobja močnih, silovitih sprememb. In ena taka močna sprememba je bila prav gotovo napad sil OSI 6. aprila leta 1941 na takratno kraljevino Jugoslavijo. No, v kakšnem duhovnem stanju je takrat slovensko ljudstvo dočakalo ta napad? Kaj lahko povemo na kratko, kakšno duhovno napeto stanje je bilo v času med dvema vojnama, v stari Jugoslaviji, v slovenskem prostoru, in kakšno vlogo oziroma mesto so takrat imele levičarske orientacije, zlasti slovenski komunisti. Lep pozdrav gledalcem Exolusa in tudi lep pozdrav vam, gospod Sraka, hvala za vabilo. Vprašanje je bistveno pravzaprav za razumevanje nadaljnjih dogodkov v slovenskem prostoru. Ko bomo rekli, na ravni politike je takrat prevladovala Slovenska ljudska stranka, ki je na zadnjih volitvah, takrat sicer organizirana v Jugoslovansko radikalno zvezo. Takrat je Slovenska ljudska stranka na zadnjih volitvah dobila 78% glasov, vse ostale politike so bile veliko šibkejše, relativno močni so bili liberalci. Pomembno pa je seveda povedati, da je bila od začetka 20 let prepovedana komunistična partija Jugoslavije in tudi seveda njena slovenska veja. To pa zato, ker so naredili atentat na notranjega ministra, ker so načrtovali atentat na jugoslovanskega kralja, tako da ni čudno, da jih je takratna oblast pravzaprav prepovedala, to bi storila vsaka legalna oblast. To je ena raven. Druga raven je na primer narodno-obrambna zadržanost prebivalstva. Pred vojno, ne glede na razmere, ki so bile socialne, mogoče zapletene, kar se pa morda še dotaknila, je veljala ena velika narodno-obrambna povezanost ali pa navdušenost, bi lahko celo rekli. To sta vzpodbujala oba tabora, katoliški, tudi takratni voditelj katoliške stranke, Korpošec, pa tudi liberalni tabor. In sta kar tekmovala v tem narodno-obrambnem delovanju in navduševanju, tako da so bili ljudje izrazito nacionalno zavedni. Zdaj bi tukaj seveda bilo ključno vprašanje, kaj pa komunisti.
Za komuniste ne bi mogel reči, da je bila narodna zavest ali pa opredelitev za slovenski narod ključna in bistvena. Njihova usmeritev je bila internacionalna, so pa za potrebe propagandne so prilagodili vedno znova, kot so oni rekli, da so spremenili kurs, kurs, tako da so potem nastopili tudi z narodnimi parolami, sploh v začetku vojne, v času po napadu na Sovjetsko zvezo, prej pa seveda ne. Tako da je ta raven je bila izredno visoka, ljudje so bili tudi predeljeni proti okupatorju, so bile nekatere razlike na Štajerskem, zlasti komunisti, ker je vladal pakt Hitler-Stalin in komunisti so bili v bistvu zavezniki nacistov, ne samo Stalina prek njih, ampak nasplošno je veljala visoka narodna zavest. V socialnem smislu, in to je tudi razlog za recimo nek naraščajoč komunistični vpliv, so se pa še poznale posledice velike gospodarske krize, ki je potem v začetku 30-ih let, tudi v sredini 30-ih let, močno udarila tudi Kraljevino Jugoslavijo in njen slovenski del, Dravsko Banovino. Socialne situacije so bile težke za marsikoga in seveda s temi parolami socialne osvoboditve, enakosti, svobode delavskega razreda in demokracije so takrat nastopili komunisti in seveda obljubljali vse tisto, kar je v Sovjetski zvezi, in to prikazovali v najlepši luči, čeprav so in mogoče potem reči v nadaljevanju vedeli, da vse to laž. Ko dokažemo z lažjo mamili ljudi in jih navduševali za komunistične ideje. In to je imelo neko omejen vpliv, ampak vendarle med delavstvom, tudi med meščanstvom delno, so se te ideje do določene mere prijemale. Zlasti katoliški tabor, pa recimo njegovo stražarsko gibanje, mladci, tudi škof Rožman zaradi enciklike papeževe, ki je opozoril na nevarnost komunizma, pa so bili seveda do teh idej zadržani, so se propagandno borili proti. Na idejni ravni je stvar bila več ali manj razčiščena. Slovensko ljudstvo je zbralo torej to smer katoliškega socialnega nauka takrat. Potem pa tudi na filozofski ravni je pa učeniščik, pa sploh filozofska šola slovenska takratna je bila, povejmo, miselno močnejša od komunistične ideologije. Tako da to je stanje, s katerim smo stopili v vojno. No, po napadu na Kraljevino Jugoslavijo, kako se je začela ta radikalizacija, ki je potem pripeljala do razkola? Tako je. Glejte, okupacije ali pa uničenja takratne države si ni želel nihče. Najmanj tisti, ki so bili takrat na oblasti, ki so imeli vajeti v svojih rokah, recimo pristaši Slovenske ljudske stranke, liberalci in tako naprej. Drugače je bilo za komuniste, ker so velik del svojega delovanja, sploh v 20 letih, tudi v začetku 30 letih, in njihovo delovanje je temeljilo na uničenju Kraljevine Jugoslavije. To je treba vedeti. Kako je bilo s to okupacijo? Okupacije so se seveda vsi bali kot velike nesreče. Edino komunisti so v njej videli priložnost. In na partijski konferenci na Dubravi pri Zagrebu je Kardelj rekel, da bodo vstopili v vojno in tudi narodno obrambno vojno, če bodo seveda lahko izvedli tudi revolucijo. In tako je tudi bilo. V začetku, ko pride do napada na Jugoslavijo, velja seveda po eni strani strah, po drugi strani tudi navdušenje, zbere se veliko prostovoljcev po večjih slovenskih krajih, tudi v Ljubljani. Ta zadeva potem hitro razpade zaradi naglega zloma jugoslovanske armade, kar ni bilo presenetljivo, saj se je Hitler in tudi Mussolini napadel z neverjetno silo takrat. Vemo zakaj, Jugoslavija je prelomila pristop k paktu, k trojnemu paktu, in je bil zaradi tega neizmerno užaljen. Takoj se začnejo tudi te politične stranke, ki seveda izgubijo ves politični vpliv in možnost delovanja, se začnejo pripravljati na obrambo
ustanovijo slovensko legijo, liberalci slovensko legijo in tudi na nekatere druge. Medtem ko so komunisti v tisti čas še čakali. On njih je vezal pa Hitler Stalin, v nekaterih krajih, zlasti na Štajerskem, delavskim razredom komunistično navdahnjeni, so ljudje pozdravljali takrat nemško okupacijo do neke mere. Znana so pričevanja o skupnem praznovanju komunistov in pa Nemcev in nacistov 1. maja 1941. Ampak kot smo rekli, ta demokratični del slovenske politike in družbe se tudi zaradi povezav in navodil vlade iz Londona odloči za taktiko čakanja. Se pravi, mi okupatorja sedaj na vrhuncu moči ne bomo izzivali, ker je škoda ljudskih žrtev, ker bi se povzročili žrtve. Oni so videli, kaj se je prej dogajalo na Poljskem, Češkem. Ampak se bomo organizirali in udarili v ugodnem trenutku. Rečeno je bilo, ko se bodo recimo fronte približale našim mejam. Absolutno od vsega začetka je veljalo prepričanje na praktični strani, katoličani in liberalci, da bo Hitlerjeva Nemčija in fašistična Italija, da boste spomnjeni in recimo zmaga zaveznikov nekako ni bila vprašljiva, vanjo so verjeli na začetku seveda bolj kot komunisti, ki pa so, in to je tisti bistveni trenutek, v tem obdobju od 35. avgusta sklenejo pakt s Hitlerjem, pa do napada na Sovjetsko zvezo, ko Stalin izda Hitlerja. Takrat postavi slovenske komuniste, če hočemo, Hitler z napadom na Stalina na pravo stran zgodovine v navednicah. Šele takrat seveda se odločijo za oborožen upor proti okupatorju praktično istega dne. Komunisti v tem smislu, ker so se pa odločili za oborožen upor, kljub temu, da so se odločili relativno pozno in po navodilih Kominterne, se pravi ne takrat, ko je bila napadena njihova domovina Jugoslavija, ampak napadena neka druga država, 1000 km stran, so pa v bistvu, ko so stopili na oborožen način v to zgodbo, pridobili neverjetno moč. Zakaj? Ost svojega delovanja od vsega začetka niso usmerili toliko proti okupatorju, ampak kot kažejo podatki tudi iz knjige, ki ste omenili, Slovenski razkol, ki so prvič popolnoma nedvomno dokazani tudi v grafih, je bila ost od vsega začetka usmerjena v slovensko civilno prebivalstvo. Ne bi mogli verjeti, ampak to je dejansko bilo, ker so moramo vedeti, da je bila komunistična ideologija takrat izrazito fanatična. Zelo fanatična, histerično fanatična, pišejo tudi sami nekateri komunisti. Neskončna vera v Sovjetsko zvezo je veljala in ko je bila Sovjetska zveza v vojni z Nemčijo, so bili prepričani, da bo vojne zelo hitro konec, ker vendar se mogočna Sovjetska zveza bo tako zmagala. Zato so se odločili, da je sedaj njihov trenutek, ki ga lahko izkoristijo za prevzem oblasti. Zato so sicer nastopali z narodno-obrambnimi gesti, ki so bila všečna ljudem, tudi katoliškim ljudem, tudi liberalnim ljudem, ki so bili narodno-obrambno vzgojeni. Ampak oni v te parole, komunisti niso najbolj verjeli. Oni so v bistvu uporabili za to narodne parole, da so pritegnili prebivalstvo. V drugi strani je bila pa pri njih v času ideologija in prevzem oblasti. Ampak kakšno obljubo? Ljubo ljudske demokracije po vzoru Sovjetske zveze. Se pravi, eno diktaturo, en totalitarni režim, nacizem in fašizem, bi zamenjal drugi totalitarni režim, kar se je pozneje tudi zgodilo, ampak seveda ljudje na splošno niso vedeli. Res pa je, da se je ost takrat, kot sem rekel, usmerila proti tradicionalnemu taboru, ki je bil šokiran. Oni so se mirno pripravljali na odpor proti okupatorju. Dobro, vodstvo je imelo tudi velike probleme, ker je iz Štajerske in Gorenjske pribežalo ogromno beguncev takrat v Ljubljansko pokrajino, zasedeno od Italijanov, in za te begunce je poskrbela predvsem katoliška cerkev in tudi politiki tradicionalnega tabora, ki so zaradi tega tudi stopili v kontakt z italijanskim okupatorjem, ki je za razliko od Nemcev ravnal drugače, blago, seveda ni imel dobrih namenov Slovenci, vendarle. Tako da so za teh 20.000 ljudi, kar je bilo za tiste čase ogromno, poskrbeli tukaj v Ljubljanski pokrajini relativno dobro, imeli so zbiralne humanitarne akcije in tako naprej. Pravi, komunisti zaradi napada na Sovjetsko zvezo, ne po svoji volji in ukaza Kominterne, organizirajo oborožen odbor in ga hitro povrnejo proti nacionalnemu taboru in tudi proti okupatorju, seveda vendarle
postkarnažejo žrtve in bile najprej proti revolucionarnemu tanku. Lahko greva tudi nekoliko po vrsti. Recimo prve žrtve so bili prav primorski emigranti tukaj, tudi en moj sorodnik, prastric, Tigrovec, zaveden Slovenec. Gospod Jože, v knjigi imate zelo zanimiv graf, ki zelo nazorno pokaže, da je tudi med komunisti samimi bilo veliko terorija, veliko umorov, nekaj nad 600 od junija 41 do decembra 42. Za kakšno napetost, za kakšen razkol med njimi sami je šlo? Je to bila borba za prevlast različnih linij znotraj partije, ali je to bila borba, ki bi naj disciplinirala vse člane, ali pa je to bilo kaj drugega? Absolutno je bilo to drugo, kar ste omenili. Bil je skrajni teror, s kateri so disciplinirali in ustrahovali tiste, ki so partizani že bili. Zdaj, od enot do enot so seveda bile razmere drugačne, odvisno od poveljnikov in politkomisarjev, ampak imamo veliko takih zelo ekstremnih izpadov. Naprimer, v knjigi imam tudi opisano, kako so junija 42 sodili dvema partizankama, ki nista bili stari niti 17 let in jih obsodili na smrt zaradi zarote. Tako so usmrtili, to obstajajo dokumenti, kratke sodbe partizanske. Ko so julija 42 usmrtili partizana, ker je kradel marmelado in tako naprej. Ni pa znanega enega primera, da bi bil kdo kaznovan, kaj šele usmrčen zaradi pomorov družin, otrok, žensk, romskih skupin. Tukaj se vidi, da so ogromno energije vlagali v to, da so držali partizansko gibanje skupaj. Vzorec je bil popolnoma jasen. Zadovali so se absolutno po komunistični revoluciji in na kratki rok seveda najbolj deluje teror in ustrahovanje. Tisti, ki je sposoben to delati, tisti je počen močan in tisti prevlada. Tam je to pripeljalo se. Tako da imam podatke, imam tudi graf. Vse recimo od začetka okupacije pa do poletja, do avgusta, skoraj do septembra 42, več partizanov umori partizansko gibanje samo, kot pa slovenska nasprotna protirevolucionarna. No in kakšen teror je to vneslo v vrste komunistov? Je to bilo potem sovraštvo do vseh, ki niso bili komunisti? Ali je to bilo fokusirano v borbo za oblast? Glejte, ti komunisti, ki so recimo bili v Sovjetski zvezi, to se vidi iz kasnejših spominov in tudi pričevanj, naprimer Ivan Maček Matija, ki ni bil najbolj bister med njimi, ampak recimo v nekem smislu, v nekem trenutku resnicoljuben, on je sam povedal, da to, kar so videli v Sovjetski zvezi, da je bila revščina in da je bil strah. Vendar, ko so prišli nazaj, tega niso hoteli povedati ostalim in so jih načrtno zavajali. Vsi vodilni komunisti, ki so želeli uvesti Sovjetsko republiko, pri nas so seveda lagali o sistemu v Sovjetski zvezi. Oni so vedeli, zakaj gre. Potem je obstajal nek sloj med komunisti, ki je pa verjel tem idejam, ki je slepo zaupal in bil fanatično privržen in storil veliko, nekateri tudi zločine, zato da bi se ta sistem uveljavil. Potem pa mislim, da je bila ena množica v partizanskem gibanju, ki je bila pa dobronamerna, ki je bila tudi narodno zavedna, ki je morda šla veliko ne prostovoljno, delno prostovoljno, veliko jih je bilo mobilizirati, ampak vendarle, ki so se identificirali z to tovarišijo zaradi obljub o narodni osvoboditvi. Ti so pa bili, jaz sem z veliko partizani govoril, ko so živeli v strahu. Ni bilo tudi neke sproščenosti. Spravim spet od enote do enote različno, ampak dogajale so se hude stvari. In pripovedoval primorski partizan Franc Repić, ustrelili so 15-letnega partizana, kmalu potem, ko je prišel partizane, je zaspal na straži, 15-letni otrok. Kot rečeno, in to je seveda vplivalo na potem celoten kolektiv, bali so se tisti, ki je odločal o življenju in smrti, je lahko potem vladal in manipuliral s temi ljudmi. Ampak veliko je bilo pa tudi dobronamernih in ne moramo nič.
No, o kakšnem številu govorimo partizanov v obdobju recimo januar 42, december 42? Koliko je bilo takrat pri nas dejansko partizanov? Glejte, tle bi mogel obnoviti popolnoma natančne številke, ampak na primer v tej ljubljanski pokrajini, zakaj govorimo o njej, ker se je tukaj skotil vzorec revolucije, ki se je potem prinesel tudi na Gorenjsko, na Štajersko, na Primorsko še prej, in zato je pomemben ta primer. Je bilo recimo partizanov relativno malo, ne? Tam do marca 42, dr. Ferenc ocenjuje, da jih je bilo 460, 200-300 na Gorenskem. Potem, ampak ta tako relativno malo številna skupina je uprizorila pravzaprav toliko, že do takrat toliko zločinov nad civilnim prebivalstvom. Vidimo, seveda niso tega počeli vsi, ampak so bili radikalne skupine, ki so pa to definitivno počele, se sem prej omenil. Vendarle, mladi, recimo na pol maja, junija, pa pride pred italijansko ofenzivo, pa pride do mobilizacije na veliko in tako se vendarle številka poveča 1000. Vendar v vsakem primeru je bilo partizansko gibanje v takratni dobi malo številno napram okupatorju. No, in s to dinamiko, samo povemo razkola in vsega tega, so potem Slovenci, pa tudi partizansko gibanje odčakali razpad Italije 8. septembra 1943. Kakšna je bila takrat moč, recimo slovenski straž pa dombrancev ob razpadu Italije in kako je razpad Italije menjal dinamiko sovraštva pa razkola v komunističnih vrstah? Mogoče bi nekaj stavkov rekel še v tem obdobju, ko pravzaprav pride do tega sladkega razkola, ko dokončno eskapira. Namreč tam pomladi, se pravi maja, junija 1942, se je dejansko partizansko gibanje usmeri napad na civilno prebivalstvo, tako da imam tukaj, recimo, so taki grafi, ne, zelo zanimivi, pa bom povedal po mesecih, ne. Aprila partizansko gibanje umori 73 civilnih oseb, maja 202, junija 243, julija že 311 civilistov. Če pogledamo italijanski okupator, tudi veliko, ne? Aprila 24, maja 75, junija 68 in tako naprej. Ampak potem Italijani nastopijo z ofenzivo, v kateri so tisti, ki so bili prej nekako trpečeni strani revolucionarnega gibanja, postanejo potem v veliki meri tudi žrtve italijanskega okupacijskega terorja z streljanjem, požiganjem vasi, streljanjem talcev. Veliko jih je potem tudi odgnanih na Rab in tam umre. Ampak zanimivo, da tudi tako revolucionarno nasilje, kot tudi italijansko nasilje, je povzročilo odpor. Namreč ljudje so rekli, mi moramo organizirati neko vaško zaščito, da, ko bodo prišlo do partizanskih provokacij, Italijani ne bodo enostavno prišli v vas, streljali talce in požgali te vasi. Tako da obe stvari, seveda najprej revolucionarni moment, potem pa tudi ta okupacijsko nasilje je nekako ljudi prisililo ali porinilo to, da so se začeli organizirati. Prvi poskusi so bili mimo italijanskega okupatorja, partizani so jih hitro razbili, tako da so potem organizirali te vaške straže in se razmahnejo. Tam konec leta 1942, začetku leta do razpada Italije, bi rekel, da so bili številčno vsaj tako zastopani kot partizansko gibanje, vaške straže, NVAC, milica, volontarja, antikomunista, vendar oni so bili organizirani obrambno, za zaščito svojih krajev, svojih vasi, nikakor ne ofenzivno. In ob razpadu Italije so v bistvu celo bile pobude, da bi skupaj s partizani nastopili v boju za osvoboditev. Komunistom seveda to ni prišlo na misel in so izkoristili vsako priložnost, da so te vaške straže razbili. Zanimivo je, da so tudi takrat ob razpadu Italije boljše kontakte z italijanskim okupatorjem imeli partizani, kot pa vodstvo vaških straž oziroma vaške straže, tudi da so Italijani celo pomagali v več primerih pri razbijanju teh
postojank vaških straž, pa tudi slovenskih četnikov v Grčaricah. Tako da kljub temu, da so bili številčno premočni, ampak niso bili ofenzivno orientirani, to so bili vaški fantje, jih je skrbelo samo zato, kako bi svoj dom zaščitili. Medtem ko je partizansko gibanje svoje enote koncentriralo in potem napadalo postojanke in jih veliko seveda tudi uničilo, najbolj znan primer Grčarice, ki je za slovenski film. No, kako je v tem to potekalo na miselno-propagandni ravni? Kako so komunisti to novo taktiko ali pa nov način sejanja terorja upravičili oziroma miselno utemeljili? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Glejte, slovenski človek je zrasel seveda na tem prostoru, vse od pokristijanjevanja naprej je bil del, pravzaprav najbolj, ali pa del, sestavni del, ali pa obrobni del, pa vendarle neke evropske civilizacije, ki ob vseh težavah in napakah in zlorabah vendarle bila v tistem trenutku na najvišji civilizacijski ravni. In mi smo bili Slovenci, smo bili del tega. Med drugim to pomeni, da je veljala neka morala, ne? Da se človeka ne sme ubiti, seveda kar tako. Da je bilo to nekaj posebnega, če se človeka ubije. To je bil velik zločin. Vemo, v času ilirskih provinc je takratni francoski guverner pisal o našem prebivalstvu kot izrazito, pravzaprav skoraj neverjetno miroljubnem, ne? V katerem ni nobenega nasilja. No, ne bi idealizirali stvari, ampak vendarle tukaj v ta miselni in civilizacijski koncept, kjer je beseda nekaj vredna, kjer se ne laže kar tako, sploh pa ne ubija, udari bolševistična ideologija svojo propagando, ki je pa neverjetno brezobrazna in šokantna in zaradi tega v veliki meri tudi uspešna, kako ne rečem. Ne? Komunisti so ubili nekoga, recimo tudi Lamberta Ehrlicha in druge, in potem seveda izdajali svoje komunikeje. Ljudje so na začetku tudi mogoče katoliško orientirani. Prav na začetku mislili, pa se je nekaj že moglo biti, se vendar se človeka ne ubija kar tako. Vsakomor so potem opravičili z silno propagando, kjer so temu človeku naprtili vse, kar je mogoče in seveda vse, kar ni bilo res. In spet do določene mere pri določenih ljudeh je to želo neko, kaj ne rečem, neko pritrjevanje, ne? Je že moglo biti tako. Takrat se pravi, ni bilo kar tako človeka ubiti, ni bilo običajno in ni bilo običajno lagati. Tudi beseda je nekaj veljala. Pri komunistih beseda ni veljala veliko ali pa nič. Treba je vedeti, da vse ideologije, vključno z cerkvenimi, ne, recimo niso imune na laž, ne, da tudi laž se da uporabljajo tako naprej, tudi nacizem, fašizem. Ampak nobena od teh ideologij, s katerimi smo imeli opravka, laži ni tako dominantno uporabljala kot ravno komunizem in temu smo pravzaprav priča končno še danes. Ne. Pravi, gosto se prikroji resnica ali pa se govori in zastopa popolnoma obratno od tistega, kar je res. Ne. Sebe predstavljajo še v neki demokratični luči, ko so komunisti med vojno delali, medtem ko seveda so pravzaprav vodili revolucijo za to, da bi uvedli svojo diktaturo, ki je bila nič manj strašna od nacizma, sploh pa gotovo strašnejša od. To potem bila tista najbolj silovita ost, ki je potem načela ta globinski miselno soglasje o moralnih vrednotah. Ja, gledajte, zanimivo je, da komunistom in tem, ki so se pač šli to osvobodilno vojno oziroma zlorabo osvobodilne vojne na ta način, jih je zelo motil takratni značaj slovenskega naroda, ki sem ga prej opisal, upam, da ne idealiziral. Tako da se med točkami osvobodilne fronte septembra 1941 znajde tudi točka, da je treba spremeniti značaj slovenskega naroda. In to točko je močno zastopal tudi Edvard Potnik. Kam je to pripeljalo, kakšen značaj je potem slovenski narod imel, ne, in ga ima, nažalost, v veliki meri še danes vidimo, da se do tega izrazito kritičen, se pravi, ne da bi stvari identificirali. Komunizem je porušil seveda tiste, poskušal porušiti v veliki meri načel vrednote tistega časa, ki so bile na neki dostojni ravni,
in pravzaprav s terorjem in nesluteno propagando, slonečo na laži, potisnil mentaliteto ali pa porival mentaliteto v nekaj ne rečem, azijatski ideološki vzorec, pa ne bi hotel v Aziji delati se norca z njih, ampak v nekaj takega, kar absolutno je bilo par ravni pod tistim, kar so Slovenci znotraj takrat avstrijskega, Avstro-Ogrskega cesarstva že dosegli. No, tukaj omenili ste Kozbeka. Kakšna je bila njegova vloga, kako je on sam videl svoje poslanstvo v druženju s komunisti in zakaj v tem poslanstvu ni uspel? Uspeti pravzaprav ni mogel. Ne? Tisto, kar je bilo vsem običajnim ljudem, ali pa veliko običajnim ljudem jasno, kmečkim ljudem, ne? Tisti, ki so recimo malo poznali dogajanje v Rusiji, ne? Veliko teh, ki so bili ruski vetniki med Prvo svetovno vojno in so prišli domov, so govorili o ruski bolševistični revoluciji. Sam, ki snimam pričevanja, so odmevi v teh družinah še vedno in so se tega bali. Ne? Kozbek je posvojena tragična figura, ampak v razponu zgodovine, recimo v točki njegovega vpliva na osvobodilno gibanje, je pa pravzaprav zelo, zelo, zelo problematičen ali celo škodljiv, ker je namreč on sam omogočil komunistom, da so prek njega, ker se je pač kazal, krščanski socialist kazal prijaznega do cerkve in do verujočih, bomo rekli do verujočih, do cerkve manj, je bil to most do ljudskih množic, kar je Kardelja zanimalo. Zakaj je Kozbek to počel? On je že v 30 letih padel pod komunist, jih je občudoval, bil je kritičen, tudi upravičen, delno do cerkvenih struktur pred vojno, vendar je kot zameno za to s tistim, kar ni bil zadovoljen, za klerikalizem, se je naslonil na marksizem in komunizem. Seveda, ideje zastopal in tam je peljal. Komunisti so ga tukaj izrabili. On je imel nek mesijanski čut. Mislil je, da je on sam, da mu je dana ta možnost, da bo pomemben akter, ki bo pač pomagal spremeniti značaj slovenskega naroda. Dejansko pa je pomagal samo komunistom, da so prišli na oblast. In ko so to dosegli, so ga enostavno vrgli. Tudi Kardelja v enem trenutku rekel, kdo pa je Kozbek, nič. Tako da je njegova vloga tukaj tragična, ampak tudi popolnoma nesimpatična, če govorimo, da je omogočil vlado komunistične revolucije. No, sedaj, če se vrnemo malo v septembra 1943 pa do maja 1945, glavnina boja partizanov v Jugoslaviji je bila v Bosni. V Sloveniji so se stvari dogajale pač malo kot na obrobju. Ko pa so Rusi prišli v Jugoslavijo in so potem preko Vojvodine dejansko prodirali leta 1945 na sever, je potem gibanje partizansko v Sloveniji dobilo nov zamah. Kaj je v tem obdobju značilno za razmišljanje v partizanskih vrstah? Zdaj tako, po tej slabi izkušnji, ker so partizani najprej pustili italijanskega okupatorja, ki je pretiral take zločine nad slovenskim prebivalstvom. Maček je celo pomagal italijanskemu generalu, odgovornemu za te zločine, mu je posodil avto, da se je odpeljal v Italijo, zaradi italijanskega okupatorja pustil v miru. Pač pa komunisti obračunajo zelo krvavo, po večini pobijajo vse jetnike z vrst vaških straž. Po tej izkušnji zlasti se katoliška stran, ali če rečem protirevolucionarno gibanje, ker je bilo raznotiro, odloči seveda, da bo nadaljeval boj proti komunizmu, proti revoluciji in se mu ob tem nasloni na nemškega okupatorja, ki to zadevo podpre, sicer na nek previden način, ampak vendarle podpre, tako da se potem jeseni 1943 formira domobransko gibanje, ki pa je v vojaškem smislu nekaj povsem drugega kot vaške straže.
veliko bolj spremljeno, veliko bolj izurjeno, organizirano in začne pravzaprav tam leta 1944 dominirati na večini ozemlja, kjer so domobranci delovali. Partizani seveda delujejo še naprej, imajo tudi dogovore z Nemci, recimo na Goriškem, vendar potem se omejijo bolj na Belo krajino, oziroma tam je bilo osvobojeno ozemlje, kot so rekli, drugod pa so prevladovali kar pogosto domobranci. In sem tudi s nekaterimi partizanskimi pokojniki govoril, recimo z Bojanom Borom. Domobranci so se bali od Nemcev, so poznali teren in so bili tudi bolj motivirani. In res je, kot ste rekli, ko se proti koncu vojne, ko Rusi osvojijo Beograd oktobra 1944 in se potem začne to prodiranje jugoslovanskih armad prve, tretje in četrte proti Sloveniji. Takrat se okrepi, pravzaprav v tistem trenutku postopijo jugoslovanske armade na slovensko ozemlje, takrat šele pravzaprav prevlada nova ureditev, tako rekoč, ki se začne s terorjem, z množičnimi poboji. Da bi rekel, da je šlo za kakšna trenja znotraj partizanskega gibanja, ne bi rekel, vse skupaj je usmerjala in dominirala partija. Znotraj partije so seveda bili frakcijski boji, ampak ne v smislu nekih idej, ampak bolj, kdo bo prevladal, kdo bo glavni, kdo bo prvi. Vendar to na neki srednji ravni, ker prva mesta so bila že vnaprej zagotovljena. Vodilni slovenski komunist je bil Edvard Kardelj, končno številka 2 v vrsti jugoslovanskih komunistov. V Sloveniji pa sicer je vendarle dominiral Boris Kidrič in potem preostali dol. Seveda, obljubljali so slovensko vojsko, obljubljali so demokracijo, 5. maja 1945 so vzpostavili to svojo, kot so rekli, prvo slovensko vlado v Ajdovščini. Nedvomno smo videli pripadnike socialnih demokratov, bivših komunistov, gospoda Židana in drugih, ko so se poklenili pred spomenikom Borisa Kidriča, ki še vedno stoji v Ljubljani. Ta Boris Kidrič, njegova vlada, komunistični režim, je pravzaprav takrat po 5. maju začel organizirati množične poboje, ki so bili tudi velik logistični zalogaj. Biti na 10.000 ljudi ni enostavna stvar. Da sploh ne govorim v tem trenutku seveda o moralni teži zločina. Zato je ta prva slovenska vlada, ki se je nekateri še danes poklanjajo. Ja, in sedaj ravno, kot mi dva govoriva, je tisto obdobje pred 75 leti, ko so se zgodili največji zločini vseh časov na slovenskih tleh, in to nad slovenskim prebivalstvom, številke gredo tam okrog 18.000, recimo, ampak ne samo Slovencev, tudi drugih, ki so takrat se zaradi različnih razlogov, predvsem zaradi bega pred prihajajočimi jugoslovanskimi armadami, znašli na slovenskem ozemlju, delno so jih seveda tudi vračali Angleži, tako da so ocene, da je na slovenskem ozemlju umrlo na 10.000, tudi preko 100.000 ljudi umrlo, bilo ubiti v celoti. In verjetno je ravno ta tankovski jašek Jarek pri Teznem, ki je bil delno odkrit, ko se je gradila obvoznica okrog Maribora, največje grobišče, povojno grobišče v Evropi, kjer gre ocene, da je mogoče ležiti tam v teh jarkih okrog 30.000. Mislim, da predvsem. No, ampak zakaj so potem komunisti to vojaško uničevanje, se pravi fizično uničevanje nasprotnikov, potem nadaljevali po koncu vojne? Je to bil strah pred nekim udarem nazaj, ali je to bila njihova ideja, da dokončajo svojo vojno tako, da fizično uničijo nasprotnike, ker takega sovraštva do poražencev malo kje vidimo, razen v Sovjetski zvezi. To je res. Saj tukaj je prevladal sovjetski vzorec. Mi smo imeli eno izjemno osebnost, ki je bil v vrhu OZNE ob koncu vojne, Albert Cetina Erno, ki pa je potem padal v kolesje režima in nekako postal eden od tistih, ki je od načinu delovanja režima največ povedal.
In on govori o sestanku leta 1944 z Rusi, mislim, da v Drvarju, kamor je šel tudi Maček. Maček je prišel takrat nazaj v Slovenijo, Erno je bil eden njegovih pomočnikov. Maček je takrat rekel, lejte, po vojni se vse počisti. Kaj, to so Rusi rekli, to je bil ruski vzorec. Ne gre tukaj za neko hipno odločitev, za neko maščevanje, za popoln načrt, ki so ga imeli od vsega začetka in so se mu naši komunisti priklonili in ga potem tudi izvedli in s tem ne le trajno obremenili slovensko nacijo, končno ta energija nepokopanih trup, se nam Slovencem pozna, čutimo, da je nekaj narobe v našem narodu, pa tudi to prikrivanje tega, ki je trajalo desetletja. Še, ko sem bil mlajši noviden na televiziji, ne, pa ko so ravno se ti jaške okoli Tezna odkrili zaradi gradnje avtoceste, mislim, da je bilo več kot 1000 trupel na 60 metrih in je potem kolega delal potem, ne, paste, je prišel predsednik Zveze Borg gledati ta prispevek, preden je bil objavljen na televizijo v montažu, ne, in odločal, kaj je, kaj ne. Namesto, da bi tega predsednika Zveze borcev vprašali po zdravju, potem zakaj so to počeli, kdo je odgovoren, kaj bodo storili, da bodo iz svojih vrst umaknili zločince, je celo v 90-ih letih se to dogajalo. In tudi kasneje in do neke mere ta vpliv, ki so točene oddaje cenzurirali leta 2004, tudi zato, ker so bile kritične in so bile te zločine. To so počeli po sovjetsko kdaj je pozoru. potem ta prehod od fizičnega uničevanja pobojev na uničevanje nasprotnikov v zaporih? In koliko to obdobje v zaporih traja? Ja. Traja v bistvu do leta 90 skoraj, na nek način. Ja, poboji se seveda nehajo, ko niso imeli več kaj pobiti, če sem malo kritičen ali pa ciničen. Zadnji taki največji poboj 431 oseb je bil v teh protiletalskih lovih pri Slovenski Bistrici, ko komunisti januarja 1946 pobijajo 431 ljudi, možakarjev, žensk. To so bili predvsem višji sloj iz teh krajev od Ptuja, Slovenske Bistrice, Slovenskega Devetajevca, pa tudi drugi. To so bili recimo bogatejši kmetje, gostilničarji in tako. Pobijajo pač ta sloj, ki je predstavljal ne le gmotni napredek, ampak tudi znanje in poteniško izkušnjo, ki je bila neprecenljiva v tisti čas in to enostavno. Kasneje so se seveda teror, kot ste tudi sami nakazali, usmeri v zapore. Glejte, potem, ko pride do razkola s Stalinom leta 1948, ko v bistvu Stalin zaradi Titove samovolje prekine odnose, ni šlo za to, da je to Stalinu kaj hotel. Ne. Tito se mu je potem začel še bolj prilizovati. Imeli takrat partijski kongres v času spora z Informbirojev, ki ga zaključi z vzklikom Židov Stalin in tako naprej. Ampak Stalin je z neke svoje arogance odbitil. In takrat se je seveda začela velika napetost, pričakovalo se je sovjetsko intervencijo. Pri nas se je začel lov na čarovnice, ne, na staliniste, na tiste, ki so to bili in tiste, ki so bili. Če ga niso našli v neki občini, je bil v nevarnosti partijski sekretar. So kar dejansko določali ljudi in se ta teror potem na Golem otoku nadaljuje še 10 let. Medtem ko je prav po tem sporu s Sovjetsko zvezo okrepljen teror do kmetov, to krat posebej izpostavil, ne le te nacionalizacije in obvezne oddaje, ampak tudi prisilne kolektivizacije, se veste, ustanavljanje zadrug po sovjetskem vzoru je bilo obupen pritisk na kmeta, tako da so takrat poskušali slovenski jugoslovanski komunisti pokazati Sovjetom, da so na pravi poti in so se trudili dejansko uvajati sovjetski vzorec še bolj kot leta 1946, se pravi leta recimo 48, 49, 50, 51, tam nekje se na vse pretege trudijo narediti vtis na Stalina, da so na njegovi poti. Davek je bil neizmeren. Ena od stvari, ki je premalo poznana, je to imenovano družbeno koristno delo, se pri komunistih tipično, da izrazoslovje, strokovno izrazoslovje pomeni pravo nasprotje, kar je v resnici. Takrat so kar po administrativnih vplivih
zaprli na 10.000 Slovencev, podjetnikov, podjetnikov, ki so bili na prisilnem delu v nemogočih razmerah. Ne samo, da je šlo za delo, kot recimo v nemških delovališčih, kjer je vendar takratnega nemškega okupatorja zahteval efekt. Ampak tukaj so tudi ljudi psihično neizmerno motili, posebnost komunističnega režima. Tako da se, jaz mislim, tam do leta 1955 lahko govorimo o trdem režimu, potem, ko je nekako režim nasprotnika pobil, nasprotnika, vse to so bili potencialni nasprotniki, ljudje, ki so drugače mislili, da je pobil, ustrahoval, okradel in tudi izgnal veliko ljudi, najbolj sposobnih, krat zadržalo čas. Je režim to nekoliko, mislim, popuščati bi bil neprimeren izraz, krat se nekoliko ni bilo tega straha pred tega, da bi ga kdo neposredno pustil ni bilo več, in nekoliko prilagodil in je recimo ljudstvo lažje za. No, kako pa se zgodovinskega stališča lahko razume dejstvo, da po letu 55, recimo pa tam do 60. Se začne molk o vsem tem. Molk o pobojih, molk o nasilju in se začne delo naravne propagande. Je to bila iznajdba jugoslovanskih komunistov ali je to bila trenutna nuja? Kako to, da potem desetletja živimo v molku o vsej tej tragediji leta 41 do 55? Lejte, logično, ne? Komunistični režim, ne, ki zdaj smo imeli do nedavnega predsednika borcev, pa tudi nov, ni kaj veliko boljši, ki so zagovarjali povojne poboje, da je bilo to celo pravno predvideno in urejeno dejanje. Ne, seveda. Komunisti so se zavedali, da to, kar počnejo, da je zločin, zato so tudi to delali na skritem, zato so tudi zakrivali grobišča oziroma morišča, pravzaprav natančno rečeno, razstreljevali te jame in nekako veliko, nekatera najbolj bistvena grobišča v Kočevskem rogu, neke ušipe jame še danes nismo našli, ker so tako dobro to morišče prikrili. Prikrivali so. Seveda, režim sam je natančno vedel, kaj je storil, in vedeli so tudi vsi ostali v teh krogih. Zdaj pa si vi predstavljate, da gradiš neko državno ureditev, če tudi socialistično in komunistično, na umoru 10.000 neoboroženih, nedolžnih ljudi, ker ljudje, ki niso sojeni, so tako ali tako nedolžni. To je bilo blazno, veliko moralno breme, ker morate vedeti, da so ti ljudje, ne glede na to, da so bili fanatični komunisti, da so imeli tudi neko zdravo pamet in da jim ni bila tuja tudi morala, pa bomo rekli krščanska morala. In tukaj je vest delovala na polno. Tako da so bili seveda taki, ki so bili do konca brezobrazni in brezobzirni, ampak večino je pa vendarle vest domila. Tako da so potem izkoristili v sredi 70 let na primer s Kozbekom, ko je Kozbek nasilne prošnje, pravzaprav prigovarjanja. Jaz ga tukaj ne bi, to njegovo potezo sam ne vidim kot posebno junaško dejanje, da je v intervjuju s Borisom Pahorjem in pa Alojzom Regulo pač izrekel tiste stavke o popojnih pomorih. In s tem komunisti, ko so videli, da je v duhu šel iz steklenice, so potem najprej seveda poskusili to ovirati in preprečiti. Pozneje so pa ta pogovor natisnili v naših razredih, pomembni reviji, tako da so balon spustili na zemljo, da je ta informacija prišla ljudi. Kakšno seveda tistega ogorčenja normalni ljudje, ki so bili normalno vzgojeni, so seveda čutili ogorčenje, režim pa seveda nikoli na ta način ničesar ni priznal. In tudi leta 90, to, kar ste omenili, ni trajalo samo do takrat, v času komunističnega režima, ampak v času prvih demokratičnih volitev, leta 90 in tudi kasneje, praktično nikoli niso iskreno obžalovali tega, kar se je zgodilo. Z tega ne vidim. Spomnim se besed predsednika Kučana v Kočevskem rogu, ko je Janez Kocijančič držal roke v žepu in mislim, da ta kombinacija njegovih besed, ki so
sicer bile velike, tudi pisanske, Pridigarja je citiral, ampak so roke v žepu njegovega tovariša Janeza Janša. No, kako bi lahko rekli, katere so najgloblje posledice tega razkola? Je to neka miselna nepripravljenost iti v pogovor o tem, ali so to zamere, čisto človeške, ali pa je to čustveni blok, ki je nekaj novega v zgodovini? Glejte, ta razkol, ki je nastal med vojno, se ni zgodil zato, ker bi ena stran hotela eno, druga stran drugo. Ne bi idealizirali recimo te demokratične strani, ki je bila nepripravljena in naivna. Spravi, tudi ta katoliška mentaliteta se je ob trku s komunistično brutalnostjo, ne da se je ravno sesula, ampak je izpadla naivno. Oni so samo s propagando in s prepričevanjem poskušali ustaviti komunistični naval, ki je pa bil evidenten, ki je pa bil z nasiljem, z pobijanjem in tako naprej. Tako da ta razkol je bil načrten. Komunisti so razkol naredili načrtno, to je bil pač model prevlade, ni šlo drugače. In tudi oni sami so tiste skupine, ki so bile na sredini, sproti uničevali. Pazite to. To se nam zdi malo nelogično. Oni so rabili dva pola. In tudi Kardelj sam večkrat pravi tovci po sredini. Tovci po sredini. Imamo primer male politične druge, v severnem delu Ljubljane, ki je hvalila določene poteze komunistov in napadala tradicionalno stran. Izdajali so tudi nek list, imam tudi opisano noter. In kaj se je zgodilo? Ko je Kardelj opazil, da se jim dobrika, da se jim približujejo, jih niso pritegnili vse. Ne, ubili. Ga vodijo so ubili, so naredili en atentat v eni od gostiln v Ljubljani. Ampak gledajte, ta graf, vidite tukaj stolpce, ta najvišji stolp. To je recimo so žrtve, ki jih je povzročil med vojno nemški okupacij. Ampak druga dva stolpca so žrtve partizanskega gibanja in neznanega povzročitelja. Ta neznani povzročitelj, ki je to natančno razdeljeno, je partizansko gibanje. Mislim, da tukaj zločin, ki ga je storila revolucionarna stran nad slovenskim prebivalstvom, je res neizmeren in se ga v bistvu težko ovrednoti drugače, kot da se nekatno zlo. Pa pazite, tudi po vojni. Recimo so bili režimi kot fašistični režim Franka, ki je tudi povzročal zločine. Po vojni poskušal nekako iriti strasti, so dali pokojnine eni in drugi strani, so delali spomenik za ovoje. Na neki ravni seveda ne bi spet kapitalizirali. Pri nas pa se je konflikt organizirano generiral naprej. Poglejte, na 100 mojih pričevalcev, bili so sirote, ker so jim partizani pobili starše, prišla je pomoč za Ameriko, za sirote, ustanite sirote, ta punčka Marija Marolt je bila ustane, pa ni bo to seveda edini primer. To reče učiteljica, ti pa kar sedi, ti nisi nobena sirota. Seveda, ker ni bila s prave strani. In to je grozljivo, da so tudi do otrok bili tako brutalni, posto tudi učitelji. In ta način, da se je recimo izdvajalo drugače misleče katoličane, to je bilo nekaj neverjetnega. To je še zadnjič v enem intervjuju dr. Ernest Petrič, ki je bil takrat na drugi strani, govoril in predstavljal, da je tudi on, ki je bil tako znotraj režima, videl, kako se to organizirano počne. No, kaj bi rekli, kako naj mi se učimo še naprej živeti z vsemi temi grozotami? To v nas deluje, ampak kako ob vsem tem živeti svobodno? Je to izziv civilizacije, ali je to način, kako gremo v neko novo kakovost življenja, ali kako bi to človek lahko imenoval, ker slovensko ljudstvo je s tem živelo, oziroma živi. Vse, kar smo ustvarili po tem vojni, pa sedaj v samostojni Sloveniji, je izraz neke notranje svobode, gotovosti, moči, da ob vsem tem ustvarja.
Glejte, žal nismo imeli veliko državnih voditeljev, ki bi razumeli, da tako kot je rekel papež, da Evropa diha, papež Janez Pavel II. Sveti, da Evropa diha lahko z obema stranema pljuč, ne, vzhodno in zahodno, tako tudi pri nas. Ne. En sloj je bil privilegiran, ki je živel v veliki meri in še danes živi na račun drugega, medtem ko drugi pa zanikan in zamolčan. In tudi stalno generiranje napetosti, hoče reči, da se tukaj izgublja ogromno narodove energije. Slovenci smo res izrazito inovativni, znamo biti tudi delavni, marljivi, organizirani, disciplinirani in Slovenija bi lahko izredno napredovala, če ne bi bilo tega razkola, ki se generira naprej. V knjigi, v tem zadnjem delu, ko so pač razložena ta zgodovinska dejstva, se dotaknem tudi te poškodovanosti vesti velikega dela slovenskega prebivalstva, ki recimo tudi zločine danes, kaj ne rečem, jemljajo na znanje, jemljajo z levo roko, nekateri jih celo podpirajo. Sam sem slišal predstavnike Zveze borcev, ki so rekli, še premalo smo jih. Mislim, da je tu jedro problema. Dejstvo pa je, da nerazčiščeni odnosi, že na ravni posameznika, če ne razčisti sam s sabo, kaj šele v nekih partnerskih ali družinskih odnosih, če niso odprte stvari razčiščene, kaj šele take činske, kot so te, potem postanejo travma. Ne? In jaz govorim o tej medgeneracijski travmi, ki se zaradi zanikanja zločina, zaradi generiranja teh napetosti zavestno, se pravzaprav v slovenskem narodu nadaljuje in deluje in povzroča škodo. In vidite, ko o tem govorimo, običajno tudi na predstavitvah knjige, ljudje natančno razumejo, da gre za neko napetost, ki se podeduje. In tudi tle imam upoštevano epigenetsko teorijo. To je neka nova veja znanosti, ki ima empirične raziskave, narejene v Ameriki, ki kaže, da se ljudje, ki so bili soočeni s hudim nasiljem, da se to njihovo izkustvo ne prenese na potomce le prek nekih vedenjskih vzorcev. Ne, tudi če potomcev ne poznajo, se usadi ta izkušnja in se prenaša na potomce in sicer na način, da imajo potem potomci nižjo raven tega stresnega hormona, se pravi, se težje soočajo s težavami. Mislim, da je tu en pomemben razlog za recimo relativno šibko mentalno zdravje marsikoga od nas, pa neko napetost v družbi, pa tudi za neko nepredelano sovraštvo, da tudi v zadnjem obdobju na veliko vidimo, vseeno nikakor ne morejo soočiti s tem, da je nekdo drugi na oblasti, če tudi je ta oblast uspešna. To je znamenje neke splošne nesposobnosti, neboglenosti. Ja, seveda, na ta način postajamo nebogleni, ker veliko energije izgubimo sami s sabo v teh konfliktih. To mislim, da ni družine, ki ne bi imela določene izkušnje z tega področja. In kako to seveda razkleniti ta urok, če pa na ravni nacije ta stvar ni izpovedana, ni priznana, ni razčiščena. Tako da tudi sam knjigo zaključim z eno mislijo, da je ravno po tej poti, ko govorimo, da stvari razkrijemo, kot v medčloveških odnosih, da je to edina pot, da se razbremenimo, ne, in da kot družba bolj svobodno zaživimo. Se tle ne gre za črno-belo situacijo, ampak vendarle prispevek k normalnejši družbi. Tako da v bistvu je govor o zgodovini, o čemer se da govoriva in o čemer tudi pišejo take knjige, kot je moja in nekatere druge. Pravzaprav, ja, so to knjige o preteklosti, ampak v bistvu so naložbe o preteklosti. No, sedaj še ta stavek 2 o tem zadnji krizi, to je zdravstveni krizi koronavirusa. Kako lahko Slovenci k temu pristopimo s to izkušnjo, da smo znali živeti 60 let z velikimi krivicami, pa smo le preživeli. Ja, Slovenci smo tukaj dokazali. Res pa je, da vidimo, da rabimo kompetentno oblast, ki ve, kaj hoče, ki ve, kako, in potem se ljudje temu prilagodimo. To se je zgodilo v času osamosvojitvene vojne, ko je bila nacija povezana. Mislili smo tudi, da politika, pa ni. Leva politika se je temu projektu pač pridružila, ker drugega izhoda ni imela, čeprav je pozneje
od nove države imela največ. In podobno je bilo tudi sedaj. Ne. Predhodnik sedanjega predsednika vlade je vrgel puško v koruzo in obupal. Država se je ravno zaradi krize znašala v izredno, šele pozneje smo to videli, da res v izredno težki situaciji, kaj bi se zgodilo, če ne bi bilo vlade. Vajeti je prevzela nova vlada pod vodstvom Janeza Janše in zdaj vidimo, v tujini nas hvalijo, doma nekoliko mediji, nekoliko manj, kar je posebna značilnost v Sloveniji, ampak da smo se s tem spopadli na pravilen način. Glejte, Slovenci imamo znanje, imamo koncentracijo, pravzaprav na vseh področjih lahko pariramo. Vidimo pa, ne, da to za nekatere ni dovolj, oziroma uspeh te strani, bomo rekli, naj rečem pomladne, ne, težko bi rekel desne, končno ne gre za neke izrazito desne politike ali pa desne sredinske. Uspeh sedanje vlade predstavlja grožnjo političnih konkurentov do te mere, da so sposobni določenih prijemov propagandnih, ki spominjajo na čas, kot ga opisujem v tej knjigi. Ne. Na to so me opozorili kolegi, tudi zgodovinarji, so rekli, da se ljudje s tvoje knjige niso nič naučili. Namreč tudi takrat se je začelo z nesluteno propagando, ki je pravzaprav prikrivala vse tisto, kar je bilo najbolj bistveno in popolnoma obračala zadevo. In ta ideologija, ki jo nekateri častijo še danes, je znana prav potem. Glejte, ta država, ki so jo po vojni ustanovili in jo častijo, se je imenovala Demokratična federativna Jugoslavija. Od demokracije seveda ne duha, ne sluha. V njenem času se zgodijo povojni poboji, ki jih organizira OZNA, Organizacija za zaščito naroda, organizira poboje, izvaja pa jih po večini KNOJ, Korpus narodne osvoboditve. Se pravi, narod, svoboda, osvoboditev, vse to dejansko pa pomori nedolžnih. In tudi danes tisti, ki govorijo in strašijo pred diktaturo, so pravzaprav občudovalci prejšnje diktature, ti, ki se priklanjajo tem spomenikom. In moram reči, da ko človek ni treba veliko vedeti, ne, ampak ko ima osnovne informacije o tem, kaj se je zgodilo, kdo je kdo, jaz sem na tem zgrožen. Ne. Težko se je s tem soočiti z nekimi normalnimi argumenti. Tako da tukaj bi rekel našim gledalcem, da je treba uporabiti zdravo pamet, ki jo imamo, in biti previden in tudi ne nasedati tej silni propagandi, ki v tem trenutku dominira v dominantnih. Zdaj, zaključna misel, ali bi lahko rekli, da neka razlika med letom 1941 pa danes pa le je. Mi znamo pametno razčlenjevati sedanje stanje. Ne. Takrat je to bilo vse v nekem zagonu, ko je malo kdo vedel, kaj se dogaja v bistvu, ne, in je to vzbujalo strah. Danes pa imamo že veliko ljudi, ki več ne podlegajo strahu. Je to upanje? Ne, gotovo. Lejte, takrat je pravzaprav ta režim prevladal s terorjem, pa tudi po ugodnih mednarodnih okoliščinah. Lejte, več ljudi se je borilo v domobranskih vrstah, v vrstah nemške armade, italijanske armade med vojno, kot v partizanskem gibanju. Tako da govoriti o tem, seveda so bili prisilni mobiliziranci na vseh straneh, govoriti o tem, da je bila Slovenija, da je pač komunizem prevladal po volji ljudi, je seveda iluzorno. Ni, ne, bil je vsiljena diktatura. Sedaj je seveda situacija popolnoma drugačna, neprimerljiva z letom 1941. Jaz sem govoril samo o nekih pojavnih oblikah te neslutene propagande, ko je tisto, kar se govori in propagira, popolnoma obratno od resnice ali pa v veliki meri zmanipulirano. Ja, in danes je pretok informacij drugačen, tudi to, kar se mi dva sedaj pogovarjamo, pred 75-80 leti ne bi bilo mogoče, in zato tudi mislim, da je nasedanje prebivalstva na takoj enostaven način ni mogoče. Res pa je, da moramo biti zelo, zelo pozorni na pojave poskuse nasilja, zasmehovanja končno tudi. Tukaj ima slovenska levica oziroma ta komunistična levica, bomo rekli ekstremna levica, zelo bogate izkušnje. In na to je treba biti pozoren in res pravočasno reagirati. Ker mislim, da
da tudi sedaj imam tako občutek, da bi nekateri v teh vrstah, upam, da ne tisti, ki odločajo, radi ustrahovali del slovenske javnosti. Gospod Jože, hvala za pogovor, hvala za to knjigo vašo, ki je res monumentalna, pa tudi za sporočilo v tej knjige, ne, da moč naroda najde kakorkoli že svoje pot v prihodnost. Lepo pozdravljeni. Hvala, gospod Sraka, za vabilo. To je bil pogovor z gospodom doktorjem Jožetom Možino, avtorjem velikega dela Slovenski razkol. Lepo pozdravljeni.